Januar 2025. Los Angeles je v plamenih. Požari v naravi divjajo po Južni Kaliforniji. Ubili so najmanj 31 ljudi, uničili na 10.000 domov in razselili več kot 200.000 ljudi. Vse zato, ker so oblasti predolgo potrebovale, da bi ugotovile, kdaj in kje se je požar začel. No, zdaj izraelsko zagonsko podjetje pravi, da je razvilo rešitev, ki bi lahko v prihodnosti preprečila takšne tragedije. Trenutno smo v gozdu Karmel na severu Izraela, kjer smo leta 2010 videli enega najhujših požarov v izraelski zgodovini. Približno 1 milijon dreves je bilo poškodovanih, 45 ljudi pa je izgubilo življenje. Medtem ko so poskušali pogasiti požar, je voda izhlapevala, še preden so uspeli zadeti plamene. In pravzaprav ta vzorec vidimo po vsem svetu. Zaradi podnebnih sprememb, suhosti površja postajajo požari vse bolj in bolj neustavljivi. Glavni cilj je ugotoviti, kako čim hitreje zaznati požar, še preden se razširi v nekaj takega, kar je uničilo več kot 24.000 hektarjev. Točno tako. To je doktorica Genija Jurkovski. Njegova ekipa je razvila FireWave, z umetno inteligenco podprt akustični senzor, ki dobesedno posluša požare v naravi in lahko zazna plamene v nekaj minutah. To je zato, ker morajo kamere videti dim, medtem ko se zvok širi v vse smeri, takoj ko se začne zgorevanje. Ja, to je eden od naših senzorjev. Tukaj to je sam senzor, požar zaznamo s temi senzorji, tukaj pa je sončna plošča za polnjenje senzorjev. In lahko je na drevesu 5 let brez potrebe po vzdrževanju. Obvestilo pošlje le, če pride do požara. Naše zaznavanje temelji na zvoku. In kako hitro lahko takšen senzor dejansko zazna požar? Običajno lahko požar zaznamo v 2-3 minutah. Senzor je povezan z aplikacijo, do katere lahko dostopate na svojem telefonu ali računalniku. In takoj, ko zazna požar, pošlje takojšnje opozorilo na vašo napravo. Prav, zdaj se začne zabavni del. Dejansko bomo zanetili majhen požar, da vidimo, kako hitro ga lahko eden od teh senzorjev zazna. Obljubim, da bomo kar se da previdni, prav? Da. Ja, to je tako zabavno. Tudi časovno. V redu, začenjamo. V bistvu ob 11. Počakali bomo in videli, koliko časa bo potreboval senzor FireWave, da dejansko zazna zvok. Tukaj vidite, da je zaznal. Potreboval je manj kot 2 minuti, da ga je zaznal, gasilci pa vidijo lokacijo. Prejmejo koordinate naprav, ki so zaznale požar. Prav tako lahko poslušajo posnetke požara in se prepričajo, da gre res za požar. 2 minuti sta zelo pomembni, saj so danes glavni sistemi za zaznavanje gozdnih požarov kamere, ki lahko za zaznavo požara v gostem gozdu potrebujejo 20, 30 ali celo 60 minut. Ta časovna vrzel je lahko razlika med življenjem in smrtjo. Tako dobite občutek, kako senzori dejansko izgledajo, ko so nameščeni na drevesih. Ideja je, da bi imeli na stotine, celo tisoče teh naprav v gozdovih po vsem svetu, ki bi lahko čim hitreje zaznale požare s pomočjo zvoka. To je naš najnovejši model senzorjev. Sončna plošča tukaj je del senzorja. Prav tako smo integrirali satelitsko komunikacijo za primere, kjer ni mobilnega signala. Zdaj gradimo proizvodno linijo za množično proizvodnjo teh senzorjev in bomo pripravljeni v nekaj mesecih. Kar je res noro, je to, da večino gozdnih požarov povzročijo ljudje, ki se odločijo zakuriti ogenj sredi gozda, tako kot tega tukaj. V Izraelu je nezakonito kar tako zakuriti ogenj v javnem parku, vendar lahko vidite, da ljudje pravil ne upoštevajo. Tukaj je eno kurišče, tam pa še eno. In to je tisto, kar vodi do obsežnih gozdnih požarov. Samo v ZDA naj bi škoda zaradi gozdnih požarov letno znašala več 100 milijard dolarjev. In obstaja več kot 2,5 milijona domov, ki se nahajajo na tako imenovanih območjih z visokim tveganjem, kar pomeni, da so zavarovalne premije izjemno visoke. In obstajajo nekatere zavarovalnice, ki teh domov sploh niso pripravljene zavarovati. FireWave ima trenutno po Izraelu nameščenih 50 senzorjev. V ZDA pa jih načrtujejo še na stotine v tej sezoni. Cilj je, da tekmo z gozdnimi požari spremenimo v takšno, ki jo lahko ljudje dejansko dobijo, tako da požar slišijo, še preden ga kdo vidi. Upam, da bo ta izdelek pomagal ljudem po vsem svetu in da bomo morda lahko ta problem rešili enkrat za vselej.